Na zaključni prireditvi so dijaki iz 3 posavskih srednjih šol in gimnazije Ptuj predstavili zaključke projektnih skupin dijakov v okviru projekta Mladim mladim, ki je v minulih mesecih potekal v sodelovanju z gospodarskimi družbami. Krški dijaki so se posvetili 2 področjema, mobilnosti in energetiki. Dijaka srednje poklicne in strokovne šole, smer elektrotehnik Andrej in Andraž, sta predstavila zaključke svoje skupine. V projektu smo raziskovali, kakšna bo trend porabe in proizvodnje električne energije v Sloveniji, ali bo nagiba se bolj k brezogljični proizvodnji. Imamo še nekaj virov, katere lahko tudi izkoristimo. Skozi vse ugotovitve, ki smo jih predelali, preštudirali, smo prišli do zaključka, da Slovenija nima tako zelo veliko hidropotenciala, oziroma kar ga ima, je že skoraj 100% izkoriščen. Na Mura ima hidropotencial, ampak zaradi okoljevarstvenih vprašanj se na njej verjetno ne bo nič delali. Tako da edina rešitev, ki je bila trenutno teoretično možna, je nuklearna elektrarna 2. Prišli smo do zaključka, da je poraba električne energije dejansko se povečuje in to se bo tudi nadaljevalo. Potrebno je najti nove vire električne energije, seveda sprejemljive vire, ekološke vire in pa seveda po drugi strani zmanjšati porabo. To sicer ne bo rešilo, tako da v vsakem primeru potrebno načrtovati nove vire električne energije. Dijaki gimnazije Brežice so raziskovali področje varovanja okolja. Naši zaključki glede varovanja okolja so, da v Posavju je kar dobro poskrbljeno glede varovanja okolja. Imamo 3 komunale, komunala Brežice, komunalo Sevnica in Kostak. Obiskali smo tudi podjetje Vilištader, ki se ukvarja z izdelovanjem ločevalnih naprav, in pa Infro ter HES. V bistvu je to bil projekt, ki nam je odprl oči, da je Posavje poln dobrih podjetij, ki skrbijo za varovanje okolja. Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice pa so proučevali tematiko kmetijstva v Evropski uniji in prav tako prišli do številnih ugotovitev. Predvsem si pa želimo, da bi to implementirali potem v prakso, povečali zanimanje za kmetijske programe, potem tudi samo kmetijstvo in, ker smo ekonomska šola, si zelo želimo, da bi kmetijstvo postalo poslovna priložnost. Želimo si tudi kmetije kot podjetja, predvsem si bi pa tudi želeli spremeniti status in ugled kmeta. Pobudnik projekta Mladim mladim je bil evropski poslanec Franc Bogovič. Ja, moram reči, da me je navdušilo tako, kako so se mladi z veliko poleta lotili te teme, prav tako pa tudi v podjetjih, ker sem govoril s posameznimi predstavniki, so bili navdušeni nad tem, da so imeli priložnost pokazati tistim, ki prihajajo v naš prostor. Zelo pozitivna zadeva, seveda tudi povezljiva z lokalnim gospodarstvom, z našimi podjetji v okolju, katere smo tudi v okviru tega projekta podrobneje spoznali, tako da ja, sigurno zelo dober projekt. Projekt Mladi za mlade je sicer del širšega evropskega projekta Zavezništvo za mlade, kjer opozarjajo na potrebo po povezovanju gospodarstva in šolstva. Leta 2014, ko je bila kriza na zaposlovanju mladih največja, je bila narejena v Evropskem parlamentu, v Evropski komisiji študija, ki je zelo jasno pokazala, da je zelo velika povezava med šolskimi sistemi in pa med stopnjo zaposlenosti med mladimi. In tam, kjer je bil ta stik med gospodarstvom in med šolstvom prej stkan, je bil močnejši, tam so tudi mladi lažje stopili na trg delovne sile. To pa je tudi eden od ključnih izzivov za šolstvo. Kako ga torej prilagoditi današnjim trendom, na eni strani digitalizacije in internacionalizacije, na drugi pa omogočiti mladim čimprejšnji prehod od teoretičnih podlag k reševanju konkretnih problemov.